Dragi nebeški Oče, hvala ti, Gospod, da smo vsi še živi in zdravi, da še vedno lahko iščemo tvojo milost. Prosimo te, Gospod, da bi ti bil z nami, s tvojim svetim duhom, da bi nam pomagal razumeti, kako si ti zamislil sonce, ki si ga ustvaril le z besedo. Amen. 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 Čeprav Amen. zastopam, vi vidite samo 8 naravnih zdravil zdaj, ne? Na ekranu. Tako je, Miha, ja. Ok. Sam preverjam. Se pravi, danes govorimo o enem izmed 8 naravnih zdravil in sicer bomo govorili o sončni svetlobi. Pa bom začel s tem citatom iz Zdravje na dosegu roke, ga poznate dobro. Prava zdravila so čist zrak, sončna svetloba, zmernost, počitek, telesna dejavnost, pravilna prehrana, uporaba vode in zaupanje v božansko moč. Vsakdo bi moral poznati zdravilne moči v naravi in način njihove uporabe. Se pravi, moramo razumeti, kaj je za nas dobro, pa kako te stvari v naravi, ki jih je Bog dal, delujejo na naše telo. In naprej. Pomembno je razumeti načela za zdravljenje obolelih in biti praktično usposobljen pravilno uporabljati to znanje. Se pravi, ne samo, da govorimo o tem, ampak da praktično to uporabljamo. Boste videli, danes bomo samo o soncu govorili, ampak boste videli, kakšno potentno zdravilo je to za človeka. To sicer je tudi prezentacija iz New Starta, poznate to 8 zdravil, samo v akronimu. Danes govorimo o soncu. Evo, nekaj citatov iz Svetega pisma. Res sladka je svetloba in dobro de očem gledati sonce. Zdaj, Bog je to rekel, mi pa nosimo zatemnjena očala, ker preveč svetlobe pa ni dobro, pravijo, ne? Bomo videli, če je temu tako. In reče Bog, bodi svetloba, in bila je svetloba. In videl je Bog svetlobo, da je dobra. Se pravi, Bog sam je svetlobo definiral oziroma opredelil kot dobro. Ne zato, da nas peče. Torej, kako deluje svetloba? Človeško telo potrebuje svetlobo za optimalno zdravje. Brez svetlobe ne bo zdravja. Bom pokazal nekaj primerov kasneje, ne? Se pravi, svetloba, en izmed faktorjev je, da pride v oči, naredi svoje, bomo šli kasneje čez to. In fotoreceptorji v očeh sprožijo neke funkcije, biokemične procese, ki vplivajo na možgane, na živce in vse podobno. Kako recimo svetloba, sonce deluje na kožo, poznate najbolj tipično v D-vitaminu, bom tudi nekaj povedal. Pa, če smo na soncu oziroma na svetlobi, potem tudi naše telo sprošča te hormone sreče, endorfine in serotonin. In še druge verjetno. Evo, vpliv sonca onemogočajo okna, vsa okna danes, vetrobranska stekla v avtu, očala, smog, zaščitne kreme. Torej, če je zdravilo sonce, potem so, v tem primeru nas omejujejo okna, vetrobranska stekla, očala, smog pa zaščitne kreme. Kasneje bom razložil, zakaj pa kako. UV žarki A, B pa C, C zdaj nikle gor, ampak nekako približno UV žarki svetijo cel dan, to je ta svetloba, to, kar mi vidimo, bela svetloba. UVB žarki so najbolj dejavni, so skozi, ampak najmočnejši so od aprila do oktobra, to je tisto, kar nas greje. In UVB žarki so drugače tudi potrebni za D-vitamin. Evo, zdaj malo bolj podrobno. Zdaj te čisto osnovne stvari bom šel relativno hitro čez, potem tiste zanimive stvari bom pa malo počasneje šel. To so stvari, ki jih več ali manj poznate. Vpliv UVA žarkov, to je ta bela svetloba, dnevna svetloba, na imunski sistem pozitivno vpliva. Znižuje krvni tlak, uravnava naše biološko uro, to vse samo zato, ker smo izpostavljeni sončni svetlobi, naj bo to jutranja, dnevna, večerna. Najbolj, da smo vsem. Pomaga pri motnjah spanja, zaradi te svetlobe se tudi melatonin sprošča. V melatoninu bi lahko veliko povedali, kaj to naredi možganom in
še več stvari, ampak toliko časa nimamo, no, da bi imeli 3 ure predavanja. Na telesno težo se pravijo zmanjšuje, če smo na svežem zraku na soncu. Zdravi kožo, sezonsko depresijo odpravlja, stres znižuje, prebava se izboljšuje, presnova se pospešuje in srčni trip se znižuje. Tole presnova bom na kratko omenil kasneje, druge stvari bi mogli iti pa bolj v podrobnosti, pa tudi nimam prezentacije take pripravljene. Ampak sem rekel, neke druge stvari si bomo danes pogledali, ki jih verjetno večina izmed vas ne pozna. Tako da se ne bom v te detajle zdaj spuščal. Se pravi, to je vse, kar vplivajo UV žarki na naše telo preko oči. Potem imamo UVB žarke, ki so od aprila, poznate to, v najbolj vročem času, ko je sonce najvišje, zato da sploh prodrejo čez, takrat, ko je najbolj vroče, takrat jih je največ. In dovolj je, da smo 15 do 20 minut, da dobimo tako rekoč dnevno količino D vitamina. Vam bom kasneje razložil, to so nas učili, ne? To je zdaj ta standardni pristop. Še to je morda pomembno, da po sončenju, da se ne umivamo, sploh pa ne z milom. Lahko se splaknemo z vodo, ni ben problem, slano vodo ni problem. Ne se pa umivati z milom, zaradi tega, ker ta snov, ki se je tvorila na koži v stiku s tem UVB žarki, je nastala ena snov na koži, ki se čez čas absorbira nazaj v telo, čez kožo. Ampak sam, če jo nismo sprali dol. In ta snov je ključna, je potrebna. Se absorbira, gre v kri, gre v jetra in tam se čez 2 dni se pretvori v D vitamin. Nekako 50 do 100 nanogramov na dan naj bi imeli. Pa, zanimiva statistika, 80% odraslih v Evropi, danes v Sloveniji, ima novembra pomanjkanje D vitamina. 80% odraslih novembra primanjkuje D vitamina. Zdaj, varianta je, to nam tudi vedno pravijo, in če nimate druge variante, da jemljete kapljice, tablete, pač D vitamin kot dodatek prehrani. Je pa tudi ena druga varianta. O tej se pa ne govori, oziroma znanost to relativno še mlado ne poznajo tako dobro, ampak če imate veliko porjavele kože, se pravi veliko količino površino kože, ki je, bom rekel, temno rjava, ki je porjavela zaradi sonca, to barvilo, ki ga imamo v koži, ki nas tudi ščiti, melanin, to barvilo se čez čas, tako kot D vitamin v jetrih, začne razkrajati. Ampak razkraja se kasneje od D vitamina. In če imamo dovolj barve v koži, torej melanina, bo to čez zimo počasi začelo razpadati in v molekulske formule, v katere razpade, je ena snov, ime sem zdaj pozabil, ker iz glave govorim, ampak ta molekulska snov ima isto molekulsko strukturo kot D vitamin in gre na iste receptorje kot D vitamin in povzroča iste učinke kot D vitamin. Kaj to laično pomeni? Da če se dovolj nasončimo, imamo dovolj temne kože, bomo čez zimo imeli dovolj D vitamina. Ne bo D vitamin, ena druga snov bo, ampak isto povzroči. A je to jasno? Se pravi, bolj kot smo nasončeni, več imamo zaloge za zimo. Zelo preprosto. Evo, vitamin D, ga poznate, to je splošno, ne bom šel v detajle, preprečuje raka, to je naš lastni hormon, mimogrede. Telo ga tvori, to je najmočnejši hormon proti raku. Torej, če se izpostavljamo soncu, imamo več vitamina D, tudi ga imamo na zalogi in preprečuje in deluje proti raku. Zmanjšuje kronične bolečine, tudi živčne. Prepreči ali zmanjša prehlad, več razlogov, zato ker deluje protimikrobno, protivirusno in vse. Jača kosti, se upravičujem, jača kosti preprečuje avtoimuno bolezni, oziroma jih tudi blaži, povečuje mentalne sposobnosti, se pravi,
veliko problemov, ki jih imamo z glavi, z Alzheimerjem in podobno. Veliko stvari se lahko blaži, boljša, zdravi, s tem, da smo na soncu, oziroma z D-vitaminom. Ja. Evo, zdaj bomo šli pa v malo bolj resne teme. Odkrili so v Ameriki, ne, da je od tuberkuloze, odkar je od prve svetovne vojne do, ne vem, to je bilo leta 1900, ne vem, 20-30, je umrlo nekje 1.800.000 Američanov zaradi tuberkuloze. Odkar je Amerika nastala leta 1776, pa jih je v vojnah, v vseh vojnah, prvi svetovni, drugi svetovni in vse tisto državljansko vojno, ki so imeli, umrlo 244.000 ljudi. Torej, kdo je dejansko morilec na svetu, če tako gledamo, ne? Bolezni. Tukaj je samo tuberkuloza. Vse so bile še druge bolezni, ne? Ja, znana je bila kot velika bela kuga, bela smrt in potrošna bolezen, izčrpajoča, se pravi, telo je hiralo, potrošna, mogoče slab prevod. Bila je močna, nalezljiva in ena najbolj smrtonosnih bolezni v zgodovini človeštva. Proti koncu 19. stoletja je tuberkuloza povzročila približno 20% vseh smrti. Še vedno je aktivna danes v bolj revnih predelih. Kar so pa ugotovili takrat medicinarji, da se je predvsem širila v revnih delih mesta, kjer ljudje živijo v tesnih, stisnjenih prostorih in so okoliščine bolj nesanitarne, se pravi nečistoča in tako naprej. Ugotovili so tudi, da gre za pomanjkanje pri teh ljudeh zdrave hrane, svežega zraka, sonca. In zato so začeli to tudi promovirati, se pravi delati kontra temu. Se pravi so promovirali zdravo hrano, svež zrak in sonce. Več svetlobe, a ne? Ja. Sonce kot zdravilo. Evo, in začeli se je vse posod. Ne samo v Lejzinu, v Švici, kjer so imeli sončno kliniko. Tole je gospod Rollier, Švicar, Francoz. Recimo tudi v Kaliforniji, adventisti so imeli Weimar Joint Sanitarium, v Battle Creeku je bilo, vse posod so imeli sončne, bom rekel, prostore za sončenje, evo. Ali pa spanje na prostem, na svežem zraku. Se dva zdravnika, dve zdravili se kombinirata, svež zrak, sonce, spali so na odprtem. Veliko bolezni se je pozdravilo v takih kolonijah, ker si neprestano na svežem zraku. Tudi znotraj so ljudi sončili, sicer, če pogledamo to steklo, so drugačno steklo naredili, kot jih imamo mi danes. Današnje steklo, en sloj stekla, mi imamo troslojna stekla, ne? En sloj stekla nas v bistvu prefiltrira nekje 86% UV žarkov, se pravi, pride čez, koliko je to, 14% pride čez steklo, se pravi nič. Oni so takrat naredili steklo, ki je v bistvu to močno prepuščalo UV žarke in so potem lahko bolnike postavili na sonce, tako rekoč. To je bilo v Battle Creek, ja, se piše. V Angliji so se tudi spomnili, so naredili celo toplo gredico, kjer so se lepo nasončili, isto za takim steklom, ker so se vsi bojevali proti tem boleznim, ne, tuberkulozi in podobno. V Belgiji so imeli notranjo plažo, kjer so se otroci in odrasli lahko nasončili pod lučmi. Lahko toliko rečem, ne, te luči so, ne, močne, pa UV, pa vse, ampak ni tako efektivno kot sonce. To je, ne vem, 20-30% efektivno, v primerjavi, če bi se zares sončil, ne. Sicer barvo dobiš, ampak ni tako efektivno. Morda še to. Danes obstajajo tiste luči za ljudi z depresijo, sploh za zimsko depresijo, ki se imenuje sad light, taka luč. In
ja, to so zdaj, danes so to LED luči, pomaga malce proti depresiji, zato ker se naše oči hranijo. Prej sem omenil UVA žarke. Naše oči dejansko potrebujejo UVA žarke, se pravi celoten spekter svetlobe. Odkrili so tudi, da če imamo kakršnakoli očala, ki so malce pobarvana, pa imajo različne. Ene so take, da se same temnijo, ene očale so take, ki imajo moder filter gor, recimo za računalnike, za ekrane. Jaz sem si, zdaj odkar to vem, na zadnje, ko sem dal ta nova očala delati, sem dal brez vsega, samo očala pa premaz, da se ne praskajo. Ravno s tem namenom, da gre čim več česa, ne? Da ne zgubljam. Ker očala, tudi če so samo očala, pa če pride iz zgornje strani, še vedno filtrirajo sonce. Tako da stran od tega. Tudi stran od sončnih očal, če ni glih nujno potrebno, ne vem, da vam tako bleši. Pa tudi sončne očala lahko zamenjate za klobuk, pa vam morda ne bo tako blešlo. Samo ideje dajem. Naše oči se hranijo. Sonce je hrana za oči. Sonce je hrana za telo, iz več načinov. Morda še to zanimivost. En test je bil narejen, kjer so, nimamo prezentacije, ampak omenjam, kjer so ljudje, ki so nosili očale, ki so tintirane in je bila tista barva roza, zelo hudo zboleli na psihi, so bili depresivni in tudi druge bolezni so se jih zelo hitro lotile. Samo zaradi tega, ker so nosili očala, pobarvana očala, tako rekoč. Morda v kakšnem drugem predavanju, ki je več o tem, ampak ker sem skrajšal na 1 uro to. Tole je še zanimivo. Antirefleks. Vse stran, Matjaž. Tole je zanimivo. Se pravi, imamo iz istega legla kokoši, dobivali so isto hrano, vse, samo da je ene kokoši so vzrejali pod steklom, se pravi klasičnim steklom, ne pod tem, ki UV prepušča čez. In ene kokoši so bile pač prosto na soncu. In pogledate, kako je B kokoš, ki je bila na sončni svetlobi, kako je zrasla. Danes morda tega ne bi tako, kako se reče, izrazito več morda videli, zaradi tega, ker so kokoši filane s hormoni, da hitreje rastejo. Hormoni, če se morajo pa naravno proizvajati, potrebujejo pa sončno svetlobo. Malo za intermeco. Evo, La Chalette. Gospod Rollier je v Švici ustanovil nekje 36 tuberkuloznih klinik in je zelo pripomogel k temu, da je ta bolezen v bistvu izšla iz tega sveta. Evo, prva klinika, ki jo je postavil 1903, specializiral se je pa za zdravljenje najhujše vrste tuberkuloze. Tuberkuloza imaš več variant, na grobo jih bom opisal. Evo, ena je preprosta bila, ker se je na pljuča sedla, ne? Morda še to. To je taka bolezen, ki se je skozi prenašala kapljično, ki je lahko se za nekaj časa umaknila, čakala, kao spala, pa se pa spet pojavljala. In vsakeč, ki se je pojavljala, te je v bistvu izčrpavala, otopelost, izčrpanost, jest nič, pa premikati nič, pa vse živo. Se pravi, imaš na pljučih tuberkulozo, imaš lahko na tkivih tuberkulozo, imaš lahko na kosteh tuberkulozo. Tak je šla v kosti, pa v sklepe, ta se imenuje kirurška tuberkuloza. In to so v bistvu najhujši primeri. Bili so tudi izcedki, mnogo izcedkov, se pravi, kjer se je koža vnela in so se izcedki razni delali. In človek v bistvu je v tej bolezni hiral do smrti, čisto preprosto povedano. In gospod Rollier je spoznal, da sonce pomaga. In gremo naprej. Evo, berem citat, kaj je on povedal. Mnogi rezultati doseženi v Lejzinu pri zdravljenju tuberkuloze in drugih dolgotrajnih zdravstvenih težav, ne samo tuberkuloza, veliko drugih problemov še, so bili skoraj čudežni. Grozljive razjede, izčrpajoči abscesi
in živče uničujoča oslabelost so izginili pod čarobnim vplivom sončnih žarkov, uporabljenih na znanstven način. Morda je tukaj zanimivo, vidite otroke, so jih dali tamle v, bom rekel, kaj se temu reče, patio, ne vem, kjer ni šipe, so jih naštimali s pojslom zraven in so jih nastavili na sonce, da so se sončili. Se še piše naprej, moram prebrati. Pljuča tako razjedena zaradi tuberkuloze, da so prebila celo prsno steno, so se zacelila. Strašne nastale rane pa so se zaprle, se pravi te abscesi. Majhni otroci pohabljeni in prizadeti zaradi kostne gnilobe. Telo dobesedno na tebi gnije. Ni to bila tako kot tako, kot je bilo v Jezusovem času, ki je bila bela smrt, kugavost, ne, ampak drugače. Tukaj so od znotraj gnili. Mali otroci pohabljeni in prizadeti zaradi kostne gnilobe so postali močni, medtem ko so druge oblike jetike popustile sončni terapiji. Se pravi, sonce je dezinficiral, pospešuje prebavne procese v koži, v kosteh, v tkivu, v sklepih in s tem, ker je to pospešil, je telo lahko odpravilo smeti ven in pripeljalo nazaj gradnike, tisto, kar so rabili, in se je telo nazaj popravilo. Boste videli, bo še slike. En primer, dečka, ima napredno tuberkulozo, star je 4 leta in pol, čist mlad. Obe stopali, desna roka in leva pljučno krilo, obolelo. Zdravniki so razmišljali, da bi amputirali obe noge in desno roko, pa po telesu je imel 34 tuberkuloznih žarišč. Se vidite, to so take rane, večje, manjše, v glavnem teče ven. Oslabelost in hiranje telesa, vnete, povečane kosti, vnetje kostne ovojnice, vnetje notranje stene trebuha in medenice, vnete žleze in bezgavke ali bezgavke, močno povečane bezgavke, številni nenormalni telesni kanali, tuneli, fistule, tu poznate morda pri zobih. Zdaj pa ta deček naprej. Evo, zdravljenje je potekalo počasi, a bilo je izjemno učinkovito. To je ta deček, zdaj pa lahko gibate koliko časa kasneje. Evo, 1 leto kasneje. Vse te težave so bile ozdravljene v 1 letu na kliniki za sončno terapijo. 1 leto na soncu. Bom še razložil, kaj so vse delali. Sicer on se ni popolnoma pozdravil, malo je imel, ker je neki stvari je uničilo v smislu, ampak vidimo, da je prišel nazaj. Tudi sklepi pa to se še naprej formirajo, bodo še naprej se popravljali, ampak neke stvari, ki so že odpadle ali pa so jih že odrezali, tisto ne bo nazaj zrastala, ne. Evo, po 2,5 letih isti deček v delovni akciji. Kar je zanimivo, je, da je ta gospod Rollier tudi odkril, da je delo zunaj na soncu. Kot vidite, so vsi izpostavljali zelo veliko kože, so bili fantki, punčke, vse to je bilo ločeno. So bili vsi v bistvu v spodnjem porilu, da so čim več telesa dali na sonce. Pred nedavnim je en zdravnik govoril celo z unim A Diary of a CEO in je govoril o soncu, mimogrede adventist je bil, in govoril o 8 zdravnikih, ampak je malo se specializiral na sonce in je povedal, kako v bistvu sonce vpliva poleg vse te na oči, pa melatonin, pa spanec, pa spalni ritem, pa na zdravje, pa proti depresiji, pa D-vitamin, pa vse te osnovne stvari bi lahko rekli, je pa nekaj novega so odkrili, znanost. Namreč, da ko se mi izpostavljamo soncu, vse naše celice imajo te naše elektrarne, mitohondrije, da te mitohondrije začnejo veliko boljše delovati. Zdaj, če vam čisto preprosto poenostavim, več procesov se dogaja v telesu, ne, ampak ena izmed teh je, imamo samo toliko energije, ne, in kaj bomo s to energijo? Ali bomo prebavljali, ali bomo pucali, pa popravljali, ne, nekaj takega. Če preveč jemo, rabimo preveč energije za prebavljanje in tako naprej. Tako da
zato včasih post pomaga, ne? Ker tisto energijo, ki še imaš na zalogi, uporabiš za to, da lahko pucaš in popravljaš in pa se lažje pozdravimo, če se malo pustimo. En primer. Ampak zdaj, če se vrnem na sonce. Sonce je v celicah sprožil, da so te mitohondrije delovali, ne vem, 30-40% hitreje. Nekako so bili podmazani, tako rekoč, kot da bi jih napipsal z vedejem, vedej mogoče ni to prav, ampak s tistim, ki podmaže, vedej malo tudi razmaščuje, tako da ni to pravo, ki podmaže stvari, da bolj tečejo. In so mitohondriji lažje delali, je veliko prej prišlo lažje prišlo do pretvorbe energije. Kar pomeni, da imaš ti zaradi sonca več energije. Mislim, čisto poenostavljeno. Če delaš zraven in je stvar aerobna, se pravi, da še dihaš zraven, potem poznate, imamo dva tipa, kako se energija v mitohondrijih proizvaja. En je anaerobni brez kisika in aerobni s kisikom. Anaerobni veliko manj ATP-ja proizvede energije, kot pa če gre čez kisik. Se pravi, če bomo od zunaj na soncu delali, se zadihali, bomo imeli še več energije. Tudi več mitohondrijev bo zraslo, ne, v vseh celicah. To pomeni, da bo telo bolj odporno, to pomeni, ker je na soncu bo še podmazano, bo še hitreje delal. Mislim, tukaj se lahko samo še sestavlja matematika in se lahko samo še vprašamo, zakaj smo bolni. Ker nismo od zunaj. V glavnem ugotovil je, da je vrtnarjenje in kmetovanje primernejše za bolnike, ki okrevajo od česarkoli, od pljuč, kostnih tuberkuloz ali pa kot katerakoli, da je najboljše delo zunaj, če si lahko izpostavljen soncu, kot pa katerakoli druga vrsta dela. Vsi postanejo tako utrjeni zaradi svežega zraka, sončne svetlobe. Njihove mišice se razvijajo tako čudovito in dosežejo tako visoko stopnjo odpornosti, da so jim lahko ljubosumni celo vsi podeželski delavci. Sam zaradi tega, ker so od zunaj, pa zaradi tega, ker se malo več izpostavljajo ali pa konkretno več soncu. Evo, splošna sončna kopel z razširjanjem kapilar povzroči pretok krvi iz globin proti površini skozi mišične plasti. Spodbuja in uravnava krvni obtok bolje kot najboljše masaže ter izjemno obnavlja mišice. Veste, to je znano, ne, ko se starejši enkrat uležejo ali po operaciji, po padcu, zlomu, kakorkoli, ko so že res stari in šibki, da se težko poberejo. Problem je v tem, da mišice so že tako švoh, da potem pa res ne morejo več hoditi. Ne. Pomaga več stvari, pa bom začel od zadaj. Imamo masažo. Vsaka cirkulacija mišic pri mišicah bi mišice ohranjala. Se pravi, je varianta, da bi večkrat na dan obolelega masirali. Ok, on sam tega ne more delati, ne, recimo. Ali pa težje. Potem je varianta, da bi delali z njim hidroterapijo, toplo mrzlo, da bi kri priklicali noter, tam, kjer to delamo, in nazaj ven. Je pa najboljša varianta, sploh zdaj poleti, in če imamo barvo, da postavimo na sonce. Tukaj smo ravno prebrali, da pride v vse kapilare pod kožo. Mi imamo v telesu nekje 7 litrov krvi. Imamo placa pa za, če se jaz prav spomnim, ne, za 15-20. Malo sem že pozabil. In kri se pretaka okoli. Če prebavljamo, gre kri v želodec, v notranji del. Če sedimo cel dan, je kri ali v možganih, ker to razmišljamo, ali pa v trupu. Zelo malo je v rokah in v nogah, kar pomeni, da ni cirkulacije. Naš celotno telo potrebuje svežo kri vsak dan, če se le da večkrat na dan. Najboljše na svežem zraku. In če se postavimo na sonce, tudi če smo oboleli, pa če ležimo v postelji, pa nas sonce prežarči, tako rekoč, bo to pripeljalo vso kri na vse dele telesa, tam, kjer je sonce. Sonce greje, tam, kjer se greje, tako kot pri hidroterapiji, tja gre kri. To pomeni, da kliče ven iz trupa kri in gre ven, in nahrani vse tisto od zunaj. Noter ni problem, noter je vedno kri. Problem je pa to, če se naša kri kopiči v trupu, da je to tako kot recimo ljubljanski obroč.
ko grejo vsi iz službe ali pa v službo, se ustavi, ne? To je velik problem. Tako da, kako lahko to preprečimo, ne vem, zašprintamo, gremo hitro v klanc, naredimo hidroterapijo, se postavimo na sonce, se nasončimo, na take načine lahko. Se pravi, ko pospešimo cirkulacijo, ljubljanski obroč sprostimo in takrat lahko kamioni hitro pridejo tja, kjer so potrebni. Kamioni so gradniki in tisti, ki smeti peljejo stran, ne, po krvi. Malo vam ilustriram. Se pravi, ne masaža, ne hidroterapija ne bo tako izjemno obnovila mišic, kot pa, če se bomo posončili. Bomo pol kasneje tudi govorili o zdravem sončenju. Evo, citat od Ellen White. Delo opravljeno na svežem zraku je za zdravje 10-krat bolj koristno kot delo v zaprtih prostorih. Tako kovač kot kmet upravljata telesno delo, fizično, nekaj se matrata, ne? Vendar je kmet od obeh bolj zdrav. Nič manj kot poživljajoč zrak in sončna svetloba narave ne moreta v celoti zadovoljiti potreb telesa. Se pravi, to, kar mi dobimo v naravi, v delu z naravo, zunaj, na svežem zraku, ti ne more noben tablet dati. Ne moreš si kupiti zdravja, če poenostavimo. Ja, tole še za omeniti. Po zimi dosti ljudi hodi v fitness in trenira noter, pa naj bo to kolo ali pa zateč ali pa orbitrek ali pa dvigovanje mišic, to je vse v redu. Ampak je 10-krat bolj učinkovito, če to delaš na zraku in na soncu. Zunaj. Naša pljuča so naš glavni detoks organ. To pomeni, da pljuča izločajo strupe. In če smo v zaprtih prostorih ali pa recimo, če spimo, se te strupi nakopičijo in jih ponovno vdihavamo in se nazaj absorbirajo, tako kot preko kože. To pomeni, da morajo drugi organi toliko več delati. Jetra, ledvica, preko blata in tako naprej. Preko švicanja, potenja. Pri zdravju gre vedno za ta balans. Kolikor telo lahko hitro strupe odvaja, bo ostalo zdravje. Ko se pa to enkrat to ravnovesje poruši, pa ne more dovolj hitro strupov, virusov, bakterij, smeti odvajati, potem pa tam nastane vnetje in problem, bolezen. Odvisno, kje nastane, različna bolezen. Še tole bom omenil. Predstavljajte si, slikovno opisujem stvar. Če en vlačilni konj lahko potegne 1 tono in jo vleče, lahko 2 vlačilna konja, isto močna, potegneta 3 tone. 3 konji, 6 ton, na pamet sem rekel. Povečuje se. Se pravi, več kot izpolnjujemo naravnih zakonov zdravja, ali pa če rečemo, večjim naravnim zdravilom, kot se izpostavljamo, sonce, zrak, svetloba, gibanje, zmernost, počitek, sobota, kaj imamo še, zdrava prehrana in tako naprej. Več kot teh izpolnjujemo, več se v telesu premakne. Bolj ohranjamo zdravje oziroma bolj lahko telo zdravi, obnavlja procese v telesu. Zato je pomembno, da vklopimo, kar se da in naredimo, kar se da dobro. Sploh zunaj, ker smo na 3 zdravnikih, lahko takoj. Tudi, če ne migamo, smo na 2, če pa migamo, smo pa že na 3 zdravnikih. Evo, zrak in sončne kopeli so najmočnejši med vsemi poživili in obnovitelji zdravja. Obnavljajo organizem in povečujejo njegovo življenjsko moč. Otroci, okrepljeni v poletnih mesecih z zrakom in sončnimi kopelmi, so bolj odporni in veliko bolj prenašajo vse bolezni, ki jih lahko prizadenejo po zimi. Saj za odrasle pa isto velja. Oslabljen fant pa ojačen fant. Mišice se okrepijo, zato ker so nahranjene, ker se konstantno pretaka noter sveža kri, ker je na soncu. Tja gre potem kri na površino. In tako hrani mišice. Naše mišice bi bile močnejše, že ker delujejo tonično, se pravi, jačajo, samo če bi se sončili.
Se pravi, ošibeli ljudje, noge na sonce, roke na sonce, hrbet na sonce, vse, kar vas boli, vse, kar je bolno, dajte na sonce. Bom pol povedal, kako se sončiti, da ne bomo pretiravali v sončenju oziroma narobe delali. Ja, še en primer. Sifilitične gume, razjede na prsnici, ki se jo niso mogli pozdraviti nikakor takrat. Danes verjetno imajo medicino, ki zatre svega in svašta, pa še za kakšne stvari se vedno matra, kreme in podobno, ne, antibiotiki. Ampak, gledajte, po 3 mesecih na soncu zginilo. Razkuži, pomaga pri prekrvavitvi, antibakterijsko, sem že rekel, na zraku, vse. Mimogrede, če razmišljate o tem, kaj pa lahko imamo oblečen, bela oblačila, rahlo tkana, ne tako tesno, zelo dovoljuje, da gre zelo veliko tega čez, kar potrebuje naše telo. Se pravi, če zastopite, kaj sem povedal, zato so vsi bili v belo oblečeno. Ne. Bela oblačila. Kosti, ki jih je obrabila bolezen. Evo, Rolje pravi, sončna svetloba tako v arhitisu kot pri tuberkulozi ima nesporno preoblikujoče delovanje na kosti. Se pravi, jih preoblikuje, če so bile prej razpadle, rahitične in tuberkulozične. Oziroma, on tukaj govori o kirurški tuberkulozi, to je tako, gre na sklepe in kosti. To je najbolj očitno v zbirki več kot 50.000 rentgenskih posnetkov, ki jih imamo. Se pravi, oni so znanstveniki in so sami dokaze so si dokumentirali. V mnogih primerih, naprimer, kjer je glava stegnenice skoraj izginila, se pravi, sklep je že skoraj izginil, je obnova kosti tako popolna, da lahko brez pretiravanja temu rečemo obnovitev v prvotno stanje. Zdaj bom vam pokažel še primer. Evo, na levi vidite artritičen sklep, to je to, kar je glih kar opisoval, se pravi golenica, kjer sklep skoraj da ne obstaja več. In po 10 mesecih sončne terapije sklep se je nazaj izoblikoval, kosti so dobile jasen tonus, odebelile so se, nazaj se je oblikovalo. Tudi teli glivične tvorbe in to je šlo nazaj, čez čas je verjetno to potem vse zginilo. Ampak že po 10 mesecih. Nekako, če povzamemo Roljerjevo delo, se pravi, bil je celo na mednarodnem medicinskem kongresu v Londonu, ker je pač povedal, da 84% stopnjo ozdravitve pri hudih bolnikih, torej te s kirurško tuberkulozo, je bil 84% uspešen. In te ljudje so bili težki primeri. On je najtežje primere jemo. Tisti, ki so bili blizu smrti, tisti, ki niso imeli, ki bi mogli imeti hude operacije, ki bi jih mogli čisto amputirati in vse živo. In vprašanje, kako se to palceli in vse živo, je on za sončno terapijo v bistvu vse ohranil, pozdravil in jim dal nov smisel v življenju. Ne? Ja, v klinikah za sončno terapijo v Švici so bolnike s tuberkulozo vsako jutro premaknili na sončno svetlobo za dnevno uravnavano sončenje, se pravi odmerjeno sončenje. Vsako jutro, bom razložil. Dr. Rolje je ugotovil, da je jutranja sončna svetloba najučinkovitejša za zdravljenje, če tudi vsebuje manj UV žarkov. Zelo zanimivo. Se pravi, oni so jih vsako jutro privlekli ven, imeli so, vidite, pojsle na vozičkih, od 6. do 9. ure nekako je rekel, da je to najbolj primerna svetloba. To zdaj ne pomeni, da oni popoldne niso bili na svetlobi, samo tukaj je ugotovil, da je največji učinek. Oni so bili večkrat na soncu. Ja. Sicer je pa to tudi rekel, da korenite spremembe ozdravljenja ne bo prišlo samo od tega, da se jaz za nekaj minut zjutraj postavim na sonce, ampak je treba biti vztrajno na soncu. Več, ko dobiš barvo, ko telo proizvede tam melanin, potem moraš tudi zaradi D-vitamina bi bilo treba biti več, ampak to telesu zelo pomaga. Vsak dan v bistvu ti aktiviraš te
mitohondrije, elektrarne, vsak dan narediš cirkulacijo, lahko večkrat, ne, greš 2-krat, 3-krat na dan, greš zjutraj, ne vem, opoldne, pa proti večeru, ne, pa se posončiš, se izpostaviš soncu. Pospešiš to cirkulacijo. To je tako, kot da bi naredil hidroterapijo celotnega telesa 3-krat na dan. To je za tistega človeka, ki to dela zraven, ker to nekdo ti more delati, ne? Zelo intenzivno. Tukaj se pa samo na sonce postaviš. Evo, nekak povzetek tega, kar smo zdaj od gospoda Roljeja slišali, oziroma vse stvari, ki jih je on ugotovil, so tukaj napisane. Se pravi, vnetja otekline se odpravijo, zdravje na splošnost in vitalno se poveča, posušila se je kalcitrantna odprta razjeda, povečana odpornost proti boleznim, olajšamo bolečino, celo živčne bolečine, preprečuje kašelj in prehlade, razkuži rane, pozdravi neozdravljivo tuberkulozo, takrat je bila neozdravljiva, odpravi paralizo, živci se obnovijo, kosti, sklepi se izoblikujejo, paralizo, razumete? Delovala kot hranilo in katalizator za sprejem hranil. Pospešuje vse naše prebavne procese v telesu, tako da v bistvu deluje kot katalizator, pospeši vse procese, ne? Ozdravi osteoporozo, zravnala je sončna svetloba tudi rahitične kosti, pozdravila zlomljene kosti, ponovno zrasle obramljene kosti in hrustanec. Se spomnite ono gospo, ki sem ji svetoval? Sem ji takrat tudi svetoval, da naj kolena daje na sonce in da jih naj nasonči. Tista kolena, ki je imela v bistvu artritična, požrta in bolna. Na isti način tudi njena pogačica je žignila, ne? Tako kot smo brali pri tuberkulozi. Ampak to se je vse pozdravilo, saj smo še druge stvari delali. Pač naredili smo kar lahko, ne? Ampak sonce je sigurno vplival tukaj velik del, ampak gospa je že sama po sebi tudi veliko na soncu bila. Okrepljene in izoblikovane mišice brez vadbe, se pravi, mišičen tonus se ohranja in gradi, se pravi, tudi tako, da bi dvigal uteži, samo zato, ker si izpostavljen soncu, zaradi prekrvavitve. Celo pri bolnikih priklenjenih na posteljo. Sonce je tudi ustavil krušenje zob in kosti. Natančno ločeni, zaraščeni sklepi in kosti so bili potem videni, ker prej so se vsi v bistvu skup v eno samo gmoto se v artritičnem stanju spojijo, po soncu so se pa ločili, to je mišljeno, ja. Sedaj počasi nekako razumemo, zakaj je Bog rekel, da je svetloba dobra, sonce dobro. Prej sem omenil tudi, kako dobro deluje na organe zaradi tistega mitohondrija, ki je kot podmazan potem in daje veliko več energije za to, da telo lahko popravlja in obnavlja naše celice in tkiva. Ja. Evo, kaj potem je zdravo sončenje? Tukaj gor imate očale. To sem vam prej povedal, da vam odsvetujem. Zdaj, če je kriza, ne, pa imate občutljive oči, v redu, nekaj časa upravljate, ampak ne pozabite, vaše oči se hranijo od sončne svetlobe. Naj ponovim, vaše oči se hranijo od sončne svetlobe. To je hrana. To je tako kot zrak, ki ga dihamo. Mi potrebujemo naravno svetlobo. Cele dneve ždimo pred ekrani ali pa smo pod umetno lučjo, mi pa potrebujemo UVA žarke, celoten spekter. Samo kaj celoten spekter dejansko ima to pozitivne učinke. Nekateri ljudje so, ki so občutljivi na sonce, tako rekoč jih takoj upeče, ne. Postopoma, počas, jutranja svetloba, spredi, zadaj, čim več, večkrat, pomalo. Čez čas se bo tudi to spremenilo in bodo dobili barvo, boste dobili barvo. Ne vem, kakšen tip kože imate. Ko enkrat dobite barvo, tako temno barvo, teoretično se lahko sončite
bom rekel, ne vem, včasih, ko se recimo na plaži smo se ulegali, ne, pa si ležal tam, ne vem, 2 ure, 3 ure si bil na plaži, vas ne bo upeklo. Če ste si postavili ta grunt, vas ne bo upeklo. Bom še malo razložil tele UVA, B pa C žarke, gama žarke. UVA smo rekli, je ta bela svetloba, ki hrani oči. UVB so te žarke, ki nas grejejo in so za D-vitamin. Pa imamo pa še gama žarke, C. Te so pa taki žarki, ki pronicajo čez vse te naše zaščitne kreme in podobno in povzročajo, prodrejo globoko v tkivo in lahko in dostkrat povzročajo škodo, se pravi, uničujejo celice in s tem posledično lahko rečemo raka. Zakaj to govorim? Ker je naslednji, prostite, to sem zdaj začel, nisem pa povedal, kako se zdravo sončiti. Se pravi, postopoma dobiti barvo po celotnem telesu. Notranje roke, zunanje roke, hrbet, trebuh, vse te velike površine, kar posončite jih, dejte se nekje nekam, ker vas najo gledali, postavite se na sonce za 15 minut na eni, 15 minut na drugi, delajte kaj, čitajte knjigo, svetopismo na soncu. To je to, vsak dan, večkrat. Če imate delo zun, super, jaz ga imam dost. Ne vedno, ampak zdaj polet sploh. Ja, morda še moja izkušnja, preden gremo na kreme. Lansko leto sem se konkretno nasončil telo, se pravi, sem se res sistematično izpostavljal in sem dobil dobro barvo, polet me ni užgalo, jaz krem ne nucam, boste videli, zakaj ne. Me ni užgalo, tudi če sem bil v najbolj vročem soncu, to je tam od 12 do 4, kot pečenka na plaži, ne, me ni užgalo. Tako da naš pravi zaščitni faktor je melanin. Bom razložil malo sedaj. Drugače pa, če imate občutljivo kožo, se pa še vedno lahko pokrijete ali s klobukom, ali pa imate dolge rokave in podobno. Tako da pokrivanje so tudi včasih imeli. Zdaj pa gremo na industrijo. Tipična sončna krema ščiti nas pred UVA in UVB žarki, se pravi, nas ščiti pred belo svetlobo in nas ščiti pred tistim spektrom svetlobe, ki nas greje, UVB. Pred UVC, tisto, kar pa povzroča škodo, nas pa ne ščiti. Se pravi, opeklino povzroča UVB, UVC pa povzroča vse ostalo globoke poškodbe v tkivu, ne? Tipična krema je sestavljena iz, vidite, veliko sestavin. Vas vprašam čistko, kakšno izmed teh stvari bi mogoče še dalo v usta, ampak vseh pa sigurno ne. In vse, kar damo na kožo, naša koža absorbira. Morda statistično gledano, največ kožnega raka imajo v Avstraliji. In največ kreme za sončenje per capita na glavo se proda v Avstraliji. Tudi reklamirajo zelo veliko, da naj kremo, da naj se pač mažejo ljudje, ne. Tako kot v Švici, recimo, prostite, se samo pozabili, v Švici ali na Nizozemskem, ampak mislim, da je v Švici. Veliko ljudi ima osteoporozo, pa še pred 10 leti so zaradi osteoporoze, ne, ker rabimo kalcij, so promovirali, da naj ljudje jejo več sira pa več mlečnih izdelkov, zato da bi preprečili osteoporozo, ampak osteoporoza je vedno več, čeprav jejo sir pa mlek, ker je v bistvu povzroča, to je zdaj druga stvar. Isto je s kremami. Velik faktor, da mi imamo toliko porast kožnega raka, je to, da se vedno več mažemo s temi kemikalijami, se pravi, en problem je kemikalija, drug problem je, da smo izklopili lučko, ker krema nas zaščiti pred UVB žarki, se pravi, to je naša lučka, ko te upeče, ti sonce pove, lej, dovolj je bilo. Ni problem opeklina, problem je, da se te opekline, če bi se cel dan pržil, pa da je tis res huda opeklina. Bom razložil, zakaj. Opeklina je naša ta signalna lučka, tako kot v avtu, premalo olja ali pa prevoč motor ali pa, razumete? In mi to lučko izklopimo za 1 uro, 2 ure, odvisno od faktorja, 3 ure, ne, 80 faktor. Za 3 ure izklopimo lučko, ne vem, za koliko časa drži, no. Ampak
ta čas nas ne bo opeklo. Bodo pa 3 ure brez problema gama žarki presevali vso našo podkožje in povzročali poškodbo na celicah. Ok, to je ena stvar. In vse te kemikalije se absorbirajo, povzročajo ponovno škodo na telesu. In hrana, ki jo jemo, sploh če je živalska, živalske maščobe pod kožo, če so se naskladiščile pod toploto, kaj se zgodi z maščobami pod toploto? Oksidirajo. Oksidirane maščobe pa, kaj smo rekli v drugih predavanjih, povzročajo vnetje pa tako naprej, bolezni in raka. Se pravi, da samo ene par stvari naštel, zakaj je več kožnega raka? Zaradi sonca? Ne. Zaradi drugih življenjskih faktorjev? Ja. Da ne bo pomote, če bi se jaz kot nepripravljen, čist bel postavil na sonce pa pekel cel dan, bi poškodoval kožo. Prepekel bi jo, ker telo ni navajeno in bi te speklo, izsušil bi kožo, poškodoval bi povrhnjico kože, infekcije bi lahko bila in vse živo, tako naprej. Tudi izpostavljen bi bil cel dan gama žarkom, ki gredo v tkivo in poškodujejo tkivo in povzročajo raka. Če bi bil pa nasončen, pa ne. Proti gama žarkom imamo veliko zaščito, če smo dobro porjaveli. Se pravi, če smo dobro porjaveli, nimamo problema z rakom. Preprosto sem povedal, s kožnim rakom. Zgodi se še vedno lahko, ampak faktor, mislim, zelo manjše je zmanjšano. Ja, še nekaj koristnosti sonca. Lepo pobeli v narekovajih, razen če ga čebele pokakajo in ptiči, in razkuži naše spodnje perilo. Včasih so kuhali vse cune, sonce pa to dela samo po sebi. Ja, še 2 lepa citata iz Svetega pisma. Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. Zelo globoka vrstica se mi je dobil po predavanju, mi je Vesna poslala, tega je najdla slučajno. Ker se bojimo Boga in delamo po njegovih zakonih zdravja, bo v nas ušlo sonce pravičnosti, Kristus, simbolično, in naše ozdravljenje od vsega greha bo v njegovih perutih. Bomo pod perutmi končno, ker je Jezus rekel: O, Izrael, koliko časa sem vas hotel zaščititi pred vsem tem grehom pod moje peruti. Pa zadnji citat. Jaz sem luč sveta, kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. On je ustvaril svetlobo, imenuje se luč življenja, pa pravi tudi tam, ko je ustvaril luč, je rekel, pa kasneje večkrat v Svetem pismu, da v luči ni nič teme, da tema si ne more polastiti luči. Je ločevalno, eno ali drugo. Ali je luč, ali je pa tema. Tako vas vse vabim, da se odločite, da bi hodili po luči, po spoznanju, ki smo ga dobili, po zapovedih, pa naj bo to zapovedi zakoni zdravja, da bi hodili po teh zdravstvenih zakonih, da bi nas Bog lahko blagoslovil, ker je obljubil. Ja, to je nekako tudi to. Če je kakšno vprašanje, lahko kaj odgovorim, če bom poznal odgovor. Lahko jaz nekaj vprašam? Vprašaj. V bistvu si razložil, ampak ravno sem imel en kratek klic in ne vem, kako si razložil. Rekel si, da po sončenju se ne smemo umivati z milom. Lahko se stuširamo z vodo, ne z milom. In potem si verjetno razložil in tega nisem slišal. Lahko mogoče to poveš, zakaj? Ja, se pravi, jaz sem snov že pozabil, te imena brez veze. Ampak ena snov se tvori na koži in ta snov se more nazaj absorbirati v kožo in more nekaj časa ostati na koži. Ko se to absorbira nazaj v kožo, gre v krvni obtok, gre v jetra, v jetrih se nekje okoli 2 dneh
se pretvori to v D-vitamin. Več stopenj, preden pride do D-vitamina je. Prva stopna je tvorba na koži. Če to z milom sperem dol, ali pa če bi drgnil nekaj časa, sem si naredil slabo uslugo. Ja. Hvala. Jedno vprašanje, 2. Ali je res, da je nedostatak sonca štetni za zdravje od pušenja in alkohola? Ne bi vedel. Verjetno. Nekaj sem prebral, ne vem kje. Ne vem, verjetno. Ampak če pogledaš, če si na soncu, potem si že na svežem zraku. Za razliko kajenja. Ne? Verjetno. Ampak veš kaj je, pri teh znanostih sem jaz tako vedno skeptičen, ker oni statistiko dostikrat prikazujejo v slabi množici faktorjev. Se pravi, ne vzamejo vseh faktorjev in prikazujejo to lahko manipulativno ali pa dostikrat manipulativno. Ne? Mislim, da to nisem siguran, ali mislim, da Ellen White piše, ali nisem siguran. A drugo vprašanje, ali Ellen White kaže, da svaka naša hiša bi trebala biti sanatorijum. Kako bi to izveli? Preprosto, če bi živeli na podeželju in bi imeli kmetije in bi živeli po načelih zdravja, potem bi se ukvarjali več ali manj z kmetijstvom, večinoma. Bi živeli zunaj, ljudje bi prišli k nam, bi jedli zdravo hrano, bili bi na soncu, bili bi na zraku, pomagali bi jim tudi, če imajo kakšne bolezni, da jih odpravijo, se pravi, ali s hidroterapijo, z naravnimi sredstvi, bi jim pomagali. In v tem kontekstu bi vsi imeli sanatorij kot zatočišče za zdravje, ker bi ljudje v praksi videli, sprobali, naučili se živeti, seveda tudi z Bogom, to bi bilo to. Čisto preprosto. Samo mi kot božji ljud smo tako trmasto kot Izraelci. Nam je všeč čebula iz Egipta in živimo v blokih, podobno. Pač je pa tudi nekaj. Piše v Svetem pismu, moje ljudstvo umira od nespoznanja. Noben nas ni učil, da bi mogli živeti na podeželju. Ne? Če bi naši starši že to vedeli, bi nas morda že naučili in bi se že morda že selili. Morda. Ampak večinoma nas je prišla iz sveta in živimo, kjer živimo, živimo, kakor živimo, jemo, kakor jemo, pijemo, kakor pijemo, oblačimo se in vse kot sveta. Ne? Naše ljudstvo umira od nespoznanja. Sonce je samo ena stvar. Je še eno vprašanje. Ellen White je pisala za New York, kad je imao 50.000 stanovnika, da neće tijelo napredovat Božije ako ne budemo imali sanatorijume. Da. Zakaj to tako počasi gre? Zato, ker smo trmasti. Ali misliš, zakaj Božje delo ne dela? Ne, zakaj ljudi to ne... Ako je nešto dobro, zakaj ne prihvaćamo to? Zato, ker mi kot adventisti, če pogledaš procentualno, koliko je, kako se temu reče, zdravstvenih reformatorjev v adventizmu, zelo malo, ne? Koliko jih je, ki 100% zaupajo temu, kar je bilo napisano. Koliko je v bistvu izmed nas, ki rabimo vse znanstvene dokaze in raziskave in ne vem, ni da ni. Ellen White je pa čisto preprosto rekla, tako pa tako pa tako. Samo načela so. Če bi se mi tega držali, bi bilo drugače, ampak ker nas je tako malo, ker ljudje za to še niso slišali, so nas oni prehiteli po levi, po desni, po zgornji, po spodnji, vse so nas prehiteli, New Ageri to delajo že cel cajt. To, kar bi mi mogli delati, ne? Ampak oni so neuspešni v kontekstu, ker nimajo Boga. Oni so sam svoj Bog, oni se koncentrirajo na sebe, zato pa vse te skupnosti tudi dostikrat propadajo, ker nimajo duševnega miru, ker nimajo pravega smisla v življenju in njihovi odnosi tudi šepajo, zato ker človek je sebičen in New Ageri so vsi sebični. Brez Boga smo vsi sebični. Tako da veliko faktorjev, ker mi ne živimo in ker je tega zelo malo in tudi te sanatoriji, ali pa rečemo, adventisti smo zgradili, če pogledamo cerkve, katoliška cerkev ima največ bolnic in domov in za ostarele in za sirotišnice, vse na svetu, od vseh cerkva. Takoj za njimi smo adventisti, pa smo čist majhna cerkvica. Oni imajo milijarde ljudi, nas je ne vem koliko,
24 milijonov. Na pamet sem rekel. Pa imamo toliko bolnic, ampak Bog nam ni rekel, da naj delamo bolnice. Bog nam je specifično rekel, naj delamo sanatorije, nekaj čist drugega. Tako da mi delamo veliko stvari po svoje. Tudi tiste, ki delajo sanatorije, jih tudi delajo po svoje. In potem se ta blagoslov izgublja. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Ja, hvala. Drugače, o soncu je še ful zapovedati, jaz vsega ne poznam, ampak vidim, kje tu pa tam zaslediš kakšnega znanstvenika, ki nekaj odkrije, ne? In vidiš, kako globoko gre to v te procese telesa. Pa če te znanstveniki ne vidijo, da smo dejansko ustvarjeni, da takih slučajev, takih povezav, kako telo funkcionira, ne moreš. Mislim, če imaš 5 postov v glavi, vidiš, da gre za dizajn, za načrtovanje. Ne? In sonce res potrebujemo. Sonce je za nas hrana. A še kakšno tako vprašanje? Sej, ne vem, jaz nisem strokovnjak, ampak mogoče sem kje zasledil, pa razumem ali pa vem. Jaz hočem skozi nekaj vprašati. Ti si omenil, da v Avstraliji je največ kožnega raka zaradi krem, med drugim, ne? Med drugim, Znano je tudi, da je nad Avstralijo največja ozonska luknja. Zdaj ne vem, ali namenoma nisi te ozonske luknje omenjal, ali dobro vprašanje. imaš neko drugo mnenje? Vidite, kako je svet poln propagande. Jaz veliko stvari ne verjamem, kar so nas učili v šoli ali kakorkoli, ker enostavno vidim, da je to samo en del ene sheme, da se ustvari en pogled na svet, pa naj bo to potrošništvo ali pa naj bo to karkoli. Če je Bog rekel, da je sonce dobro, potem je dobro. Če bo telo meni povedal, da mi sonce škoduje, da me peče, mi bo jasno, se bom pač malo manj kazal, ne? Ampak še vedno je sonce dobro. Se pravi, ozonska luknja, ja ali ne, jaz bi rekel, verjetno je kaj stanjšano, ampak to, kar nas oni preprečujejo, je na koncu samo marketing, zato da začnemo konzumirati stvari, ki povzročajo raka na koncu. Sicer vse so kreme, ki te zaščitijo, ne vem, kakavovo maslo in razna taka olja, ampak ne pozabiti, vse veste, poanta je, da postopoma dobimo barvo. Tisto te malo zaščiti, če se hočeš zaščititi pred soncem, da te ne upeče takoj, se raj pokrite. Sej polet, če pogledaš muslimane, oni so v 2-3 slojih pokritih, njim ni vroče. Njim ni vroče. Če bi laufali, bi jim bilo vroče, ampak pokriješ se lahko, ne? Če bi se hotel zaščititi. Miha, mogu ja nešto? Prašaj. Gle, evo, već dosta radim u toj savjetodavnoj službi i često sam po terenu i pratim biljke, šta se s njima događa. I vidim da je više ožegotina i na plodovima i na vrstama kod kojih nije bilo prije. Nešto se događa i imamo ovo, evo, pardon, sad ćemo to ugasiti. Da. Nešto se događa sa suncem isto i ono što je možda bitno je zbilja nekako i razmišljati o onom biblijskom tekstu da će u konačnici 7 puta jače sunce peći. Nešto se događa i vidim i po sebi, ja sam imao neke probleme na nosu od sunca, ja imam tako osjetljivu kožu, ja sam dosta bio po terenu i na tom suncu i osjetio sam da se ja trebam malo maknuti i paziti u koje vrijeme ću ja izaći na sunce. Onda sam počeo odmah ujutro od nekad prije 7 sati pa do 9 sam ja završio posao vani koji onda sam u uredu radio. Tako da, evo, oprez čini mi se da je nešto drugačije nego u ono vrijeme kad je drugačije i u odnosu na vrijeme kad sam ja počeo raditi. Znači na biljkama ovo što vidim, recimo ožegotine po plodovima, jabuka i tako dalje, vidi se da je toga više. Evo, pa u tom smislu jedan komentar, a ovo drugo lijepo si objasnio i sigurno da sunce treba gledati kao lijek, ali i u tom neka prokletstva koja dolaze na zemlju, evo očito i u tom smislu treba biti oprezan. Da, evo 2 stvari.
če sem spomnil, upam, da nam pozabil, bom izpostavil. Eno je, ali si imel že prej barvo, se pravi, ali si se že prej nasončil, ne? Se pravi, to je en faktor. Če je recimo samo en košček izpostavljen ali pa kle ušesa gor, to je drugače, kot pa če sem se pustil in sem se pustil posončiti, da sem že temen v obraz. To je nekaj drugega. Druga stvar je, piše v Velikem boju, da Satan preko svojih agencij zastrupla zrak z smrtonosnimi boleznimi in zastrupla zrak v glavnem. Ne? Vemo, da spuščajo nekaj v zrak. Tudi Bill Gates je rekel, da hočejo zaradi ozonske luknje, pa zaradi tega, da se ne bi preveč segrevala zemlja, da spuščajo neke stvari v zrak, zato da bi zatemnili nebo, da ne bi toliko sončnih žarkov prišlo čez. Ok, kaj oni spuščajo v zrak? Če poslušamo to, kar govorijo o teh chemtrailih, potem so to aluminij, bari, stronci, ni kovin v mikro velikosti, v molekularnih velikostih, a je to res ali ni. V Velikem boju piše, da bolezni spuščajo, kakorkoli. Če je to res, neki Američani so celo delali raziskave po zemlji in so analizirali zemljo. Zemlja, kjer nikoli ni bilo industrije in ničesar blizu, je prežeta z aluminijem. Od kje? In to kisa zemljo. Zakisana zemlja pomeni, da bakterije v zemlji, mikrobiom zemlje, ne more predelati mineralov, da bi rastline lahko dobile. Se pravi, en faktor je, rastline ne dobijo vseh hranil, da bi se branile pred soncem, pred plesnijo, pred vsemi raznimi boleznimi, bolhami, ušmi, karkoli vse obstaja na rastlinah. Ker ne dobijo hranil, zbolijo. In z nami je isto. Ko naše telo ne dobi hranil, zbolimo nekoč. Ne? Če se izpostavljamo soncu, Rollier je ugotovil, da tudi če je slaba prehrana v mestih, če so na soncu, to ni tako, ne pride do izraza. Če je pa slaba hrana, pa ni sonca, to je pa katastrofa. To je on odkril, napisal. Kot zanimivost, samo povem. Se pravi, če nas res pipsajo zastrupi in to uničuje mikrobiom in tudi nas s tem zastrupla počasi, potem tudi mi izgubljamo vitalnost, smo prej bolni. In če to res pada dol, potem pada tudi na liste. In ko je vlaga na listih in te kovine na listih, kovina na listih pa vlaga na listih, to je kot lupa in kovina, jaz samo razmišljam, nisem jaz to raziskoval, jaz samo logično razmišljam, če je to, potem ta kovina se segre in povzroči poškodbo na povrhnjici lista in dobimo užig. Samo ideja, ne vem. Kaj se dogaja, točno bomo enkrat videli. Bog je imenoval sonce dobro, če vidimo, da nas opeče, se lahko postopoma sončimo, se lahko zaščitimo s klobukom in tako naprej. Ker so deli telesa, jaz sem imel včasih tukaj požgane ušese gor povrh, ker sem kolesaril cele dneve, ampak samo ušesa. Ker sonce je tako prhajajo, ušesa niso bila rjava, samo tukaj gor. Celo je treba posončiti, zato pride do takih stvari, So izpostavljeni deli, to pa lahko, če imamo klobuk, v tem primeru je v redu. Samo mnenje, sej ne vem. Jaz sem sam mnenje povedal. Jedno vprašanje še. Mene zanima, ako oni to delaju na planeti, a jel oni ne veju da sebe s tim uničuju isto? Pa mi žive oni na Marsu, ti koji to delaju? Oni že vejo, da sebe uničujejo, ampak oni služijo nekemu drugemu gospodarju. To pa kaj Fajt zna razložiti. Maja. Ja, Miha, mogoče en par misli na hitro, da ne bom predolg. Namreč sicer v začetku je rekel, Bog bodi svetloba, Dejansko takrat sonca še ni bilo, če dejansko tako razmišljamo. Da. Zdaj, drugo zadevo, katero bi izpostavil, zanimivo je recimo, da delovanje sončne svetlobe na Zemljo. Če gledamo recimo temperaturo od Sonca proti Zemlji, dejansko ne pada enakomerno proti
Zemlji, ne. Ker imamo tam zunaj, ne, tudi kar konkreten minus, ne. In je zanimivo, kaj zdaj pravzaprav dejansko od sonca greje Zemljo, ne. Torej zdaj, kar dejansko pride, omenil si UVA, B, C, potem tudi ta radioaktivni spekter, kateri je, gama in tako dalje. Letijo pa tudi fotoni, ne. In zdaj zanimivo, ne, recimo z fizikalnega stališča foton ti ga ne moreš opredeliti kot delec, ker po definiciji je to zadeva, katera ima maso, ne, foton pa nima mase, ne. In je tu ena taka mala skrivnost na nek način, ne, kako je dejansko Bog ustvaril, da dejansko ta svetloba deluje na Zemlji. Zaradi tega, ker nas ves čas, bi rekel, farbajo, po domače povedano, ne, da se zemeljska atmosfera, ne, dejansko segreva. Pa to ni res, ne, segreva se zemeljska površina. Medtem ko pa v atmosferi kot tak pravi ta resni znanstveniki, kateri pač seveda kot običajno smo že navajeni, ne, nemajo pravo glasa, ne, torej so nekako izpostavili, da niti za 10 stopinje Celzija se dejansko zadeva na nek način ni segrela, ne. Ker mi vemo recimo, da smo imeli v zemeljski zgodovini, recimo v Angliji, vinorodna področja, ne, v srednjem veku in tako dalje, ne. Vemo tudi, da na severnem polu, da so našli dejansko ostanke palmovih dreves, ne. Torej, je nekaj dejansko bilo kot tako drugače, torej obstajajo neki cikli. Vemo tudi, da recimo v ledu noter so našli recimo 10-krat večje koncentracije ogljikovega dioksida, kot je pa dejansko današnja koncentracija. Tam okrog 4000 ppm so našli, medtem ko pa zdaj tu mi imamo tam okoli 320, 340, bilo je 290, zdaj malo nategujejo to po domače povedano, se opravičujem, da takšen izraz dejansko uporabljam, ampak nam dostikrat servirajo, bi rekel, take zadeve, zato da bi dejansko bolj avtentično verjeli tej situaciji, pač katera na nek način je, ker nam morajo prodati globalno segrevanje zaradi tega, da bodo tudi verjetno pod to krinko nedeljski zakon na nek način nekako speljali. Ker če se spomnimo dejansko v času covida, ne, ko je bil lockdown, ne, je bil dejansko za neko točno določeno obdobje in potem so vsa velemesta dejansko imela, seveda, če ni bilo dejansko emitiranja, ne, torej sproščanja raznih zadev v ozračje in tako dalje, potem seveda so tudi lahko sonce na nek način videli, ne. To je na nek način razumljivo, ne. To je ista hec, recimo ta zgodba, recimo, ko kravica, ne, podrigne malo metana ven kot tak, dejansko zdaj smo že v globalnem segrevanju. Vemo pa, da nekako v roku tam 14 let dejansko ta metan razpade, ne. In znatno večje črede smo dejansko imeli včasih živine, kot so dejansko danes. Ja, in to divje. To, ja, tako. Tako da, ja, ta zgodba na marsikaterih, bi rekel, šivih spušča, ne. Je res, to, ko si dejansko rekel, seveda, ne, svetloba in ljudje, pa recimo, če jaz malo svoj lonček predstavim, recimo pri živalih mora tam nekje 3 do 4 oziroma 5% vsaj nekako biti, bi rekel, naravne sončne svetlobe, recimo v hlevih, če je na nek način mogoče. Jasno, svetloba vpliva, ne, ko si omenil, ja, na mitohondrije, vpliva potem pa dejansko tudi na vse sisteme, ne, tudi reproduktivni sistem in tako dalje, ne, ker imamo živali, katere so recimo sezonsko bolj aktivne, in dejansko imajo mladiče, ali pa nekatere imajo pač čez celo leto, ne. In ja, definitivno je bolje seveda, da živali se ne držijo noter neposredno na nek način v
samih objektih, ampak da to torej, da imajo tudi izpuste, da dejansko lahko grejo ven, dejansko na sončno svetlobo. In hvala Bogu, nekako ljudje malo tudi so začeli v tej smeri razmišljati, da takšne produkte, takšne izdelke na nek način skušajo kupovati in s tem dejansko spodbujajo pravzaprav tudi te bolj normalne načine reje, če tako na nek način rečem, ne, v torej človeštvu in tako dalje. Ne. Ja, posredno dejansko pridemo na nek način do teh učinkov, ko si jih dejansko kar lepo zbral, da na nek način vidimo. Seveda, je pa to, kar je dejansko tudi Zdravko omenil, moramo nekako malo gledati pa tudi pravzaprav tisto, kaj na posamezen organizem nekako koliko vpliva, ne? Ker včasih je lahko tudi preveč, preintenzivno in tako dalje, ne? Odvisno od stanja organizma, odvisno od njegove kondicije in tako dalje. Vse to je treba nekako tudi upoštevati pri izpostavljanju recimo soncu in tako dalje, ne. Tako da, to sem nekako hotel majčkeno še zraven pokomentirati, upam, da nisem bil dolgočasen in hvala ti za to, da si pripravil tako zanimivo temo. Samo da kažem da više se ne govori o globalnom zatopljenju, nego sad samo kažu promjena klime. Znači više nema globalnog zatopljenja. Da. 40 let nazaj so rekli, da se ohlaja planet in da bomo imeli ledeno dobo. Z istim CO2-jem. Veliko tipov kože je, pa koliko smo pripravljeni. Zdaj je idealen čas, da se začnete sončiti. Postopoma, tudi če vas malo peče, ni nič narobe. To, da nas opeče, je pač signal, lej, dovolj zaenkrat. Drugič naprej, a ne. Pa pol čez 2 dni spet, recimo. Potem, ko pa dobite barvo, pa kar konstantno. Bolniki sploh, bolniki, ki so bledi, beli, sonce. To bo vse prekrvavil. To je tisto, kar nam daje zdravje. Ali pa artritični sklepi in podobno. Zožani kanali in podobno. Na sonce. Kar celo roko. Trajno. Če še kakšno vprašanje, drugače bomo pa zaključili. Te pa zaključimo. Bom še molil za konec. Oče nebeški, hvala ti, Gospod, ker si ti dal sonce, da je del našega zdravja lahko. Avtomatičen sistem, ko sledimo tvojim načelom zdravja in delamo stvari, ki si jih ti namenil za človeka, da ta sistem sam sebe ohranja in nam podarja zdravje in preprečuje bolezni. Gospod, pomagaj nam, da bi v veri stopili korak bližje tebi in tvojemu načrtu za nas, tudi za sončenjem. Amen.